Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ponedeljkovo jutro v naši radijski klepetalnici bo tokrat čisto žensko obarvano o znamenju materinskega dne in seveda prihajajočih praznikov. V veliko veselje mi je, da lahko v naši družbi pozdravim dve mamici, dve hčeri in eno babico. Ampak v dveh osebah z nami sta smučarska skakalka, dvakratna olimpijska prvakinja iz Briž pri Polhovem Gradcu, ki se lahko pohvali tudi z uradnim poljanskim potnim listom, Urša Bogataj in njena mami Irena Bogataj. Dober dan in dobrodošli v naši družbi. Kako sta? Dober dan. Živja. 25. marec, materinski dan je danes, obe sta tudi mami in zato bomo tale naš klepet začeli prav z mamami. Urša, prvič letos materinski dan v vlogi mamice. Kako poseben je morda tale dan ravno zaradi tega, ker je prvi takšne vrste v vašem življenju? Ja, ko je prvi, sicer mogoče nismo nikoli kakšnega hudega poudarka zdaj na to dajali, pač ja, smo se spomnili na mamico zmeri, ampak ja, je en mogoče poseben občutek, ja. Irena, vi kot mamica, ne prvič pred radijskim mikrofonom, pa vendarle takole skupaj z Uršo na tale prazničen dan. Kako pa vi vidite, doživljate današnji dan? Kaj vam pomeni? Materinski dan je za mamico res nekaj posebenega, ne. Imeti otroke je en božji dar, nepopisan, lepi trenutki, ki jih doživljaš z otroci. Se mi zdi za mamice res nekaj posebenega, ne. Letos se mi zdi, ko imamo pa že vnučke tudi, ko bo letos pa prvi materinski dan z vnučki, se mi zdi pa še bolj nekaj posebenega, ne? Ja, zagotovo, in če smo že pri posebnih dneh, točno leto dni nazaj, na predvečer materinskega dne, Urša, smo izvedeli, da vas poleg športne kariere, poleg zgodbe vrhunske športnice čaka tudi nova vloga. Kako pa se vi spominjate tega dne pred letom dni? Ja, je bilo kar zanimivo, ampak ja, v bistvu bila sem poškodovana in ta novica mi je pol res polepšala obdobje. Pač se meni zdi, da sem lažje sprejela poškodbo, ko sem to novico zvedla. Ima tista fotografija, ki se jo spomnimo z družabnih omrežij na skakalnicah z materinsko knjižico v roki, kakšno posebno mesto v vašem domu? Načeloma to sliko imam na telefonu. Bo pa ja, za razviti definitivno pa za album. In potem se je pravzaprav za vas zgodilo eno leto, pa lahko rečeva z grenkim priokusom, ne, po poškodbi na vrhuncu kariere, ki pa je prineslo nekaj lepega, nekaj novega, drugačnega. Kako pestro pa je bilo tole leto za vas? Leto pričakovanja, leto verjetno novih čustev, novih občutkov? Ja, definitivno. Pač nosečnost je že sama po sebi, človek drugač deluje. Ti je lahko kar precej slabo vmes, pa ja, od hormonov do vsega. Je bil zelo drugačen let, kot sem jih bila vajena, pa še treba je bilo v bistvu tudi urediti dom pa vse. Je pa tako zelo lepo, pa super je imeti otročka. Je zdaj mali Tim že pokazal kakšno navdušenje nad športom, že prepozna, lahko rečemo, tudi kakšne glasove z televizijskih ekranov s tekem, kakšen zvok teh trobent navijaškega vzdušja, ker verjetno ne pa doma že spremlja skoke, tudi skupaj z vama. Definitivno, jaz kadar sem doma zmer gledam pač skoke, predvsem mislim sploh punce, tako da mu dovolim pogledati teto Niko. Drugač pa mislim, sam njo pustim pogledati, ko televizije ne smejo gledati drugače, ampak ja, drugače pa mislim, ima zelo velike energije, ne vem, a je res malo po križnarjih to podedval, tako da ja, se ne bom čudila, če se bo tudi on kdaj odločil za kakšen šport. Meni bi bilo to sicer kar precej všeč zadeva, ampak naj počne, kar bo hotel početi. Tudi če bi se odločil za skoke, ali bi v tem primeru kot mama, kot skakalka potrebovala kakšen globok vdih, pa kakšno prespano noč, ali bi pravzaprav z njim ured zagrabila kombinezon pa šla na skakalnice? Pa ne, jaz mu bi kar takoj pač dala možnost. Mogoče edina taka stvar, kad pri skokih je mal
tako, da ti ni glih mogoče najbolj super zadeva je pač to, ka treba je biti suh, en to nima težav, pač drug malo težave s tem zdržvanjem in prije do kakšnih čudnih stvari ampak to je edina taka stvar, drugače pa z veseljem ga bi opisala, če bi izrazil željo. Kako pa bi kot babica vi spremljali vnuka, ki bi stopal po športni poti, vaše hčere, tudi moža, tudi sin, če se ne motim, zelo rad naredi kakšno tako športno potezo, ki zapre sapo? Tudi ja, ampak če bi se prvo vnuku to pokazali, pa če bi ga starši glih tako podpirali, da bi izrazil to željo, da bi skakal tako, kot so naši otroci. Mislim, da bi se nama zdel čist v redu, glih tako bi podpirala. In bila glasna navijačica, ne? Ja, itak, ja. Kako pa je bilo kot mama stati v areni pa gledati otroke, ki so uživali v tekmovanju, ki so uživali v športu, v treningih in vsem, kar seveda slednji potegnejo za seboj? No, na začetku je bilo mogoče mičkan malenga strahu biti na začetku, ampak to zato, ker sem jaz moža najprej videla, kaj skakal z alpskimi smučmi in je v zraku zelo migal. In povem, da mu na 2 leti nisem pustila, da bi tam za gradom v Polhograd sploh skakal, ker me je bilo mene preveč strah. Pol je pa že Urša tudi z alpskimi, tudi na eni mehni skakalnici po Polhogradcu skakala in ko se je odločila, da bi rada tudi na treninge šla, pa ti ne isto. Takrat pa začneš spremljati skoke, ki jih učijo in začnejo z najmanjšo skakalnico. Koliko 5-metrska, ne? Ja. Pa pol 10, postopoma grejo 20, 40, 60, se pa navadaš. In je potem mnogo lažje. Da, točno to. Tako. Tudi tale klepet bo po kratkem glasbenem predahu lažje tekel naprej, ko bomo izvedeli še kakšno o mamicah, kakšno o praznikih in tudi kakšno športno. Zato ostanite v naši družbi. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Na stežaj odpiramo danes vrata v svet materinstva, vrhunskega športa in vsega tistega vmes. Urša in Irena Bogataj sta z nami, mama in hči, pa tudi babica in vnukinja. Zdaj, družina je ena taka pomembna celica, ki omogoča otrokom rast, razvoj in nenazadnje tisto varno zavetje, kamor se lahko vedno znova vrnejo. Če vidve zdajle pogledata vsaka na svojo družino, tako tisto, ki ste si jo ustvarili, kot tisto, v kateri sta rasli gor, če rečemo po domače, kako pomembno je, da se v družini dobro razumemo, da se znamo tudi skregati, pogovoriti, ko je treba in nenazadnje, da smo en drugemu močna podpora takrat, ko je to potrebno. Najbolj pomemben je, da znamo kot družina skup funkcionirati, sploh najprej kot mož pa žena, se mi zdi, pa še otroci, in da znamo skup kot mož in žena tudi otroke v bistvu in motivirati in vzgajati nekako v pravo smer, kar se pa itak skozi učimo, ne? Je to ena taka večna šola, ne? Večna šola, ja. Urša, kako pa potem zdaj mlajše generacije doživljate družino kot eno tako zavetje, kot eno tako osnovno celico, iz katere potem lahko odletamo, pa prihajamo nazaj? Ja, seveda, vem tudi recimo, da če bi jaz imela kakšno težavo, da mi isto domači stali ob stran, kar se pa zdaj frišne družine naše tiče, je pa pač treba itak sproti se učiš, mi se imamo še ogromen za naučiti. Bolj zanimiv, sem pa vesela, da živimo v eni taki naravi in res si želim, da ne bi bilo kakšnih hude razvajenosti s temi telefoni pa vse. Tako da bom rekla, zelo sem vesela, da smo toliko na odmaknenem kraju, da bomo lahko poslali tam avga tudi malo na kmetijo delati, namesto da bo kakšne butaste stvari po telefonu gledal. Tako pa sedel pred ekrani. Danes vaju gostimo tudi
kot mamo in hčerko, kako močna pa je ta povezava recimo med vama? Kako sta jo negovali oziroma jo še negujeta? Se je morda zdaj z rojstvom otroka kaj spremenila oziroma še morda poglobila ta vajina vez, mama hči? Mi smo kar dost povezani med sabo, ne vem, saj jaz vem, da zmer, kadar sem kaj rabila kakšen nasvet ali pa karkoli, pač zmer sem dala nekako to v družini, v bistvu ven sebe, ne vem, smo lahko govorili med sabo in to se mi zdi, da je zelo veliko vreden. Ja, zdaj pa, ko imam svojega otroka, pa itak tudi teče debata, ne vem, kaj te kaj skrbi, vprašaš, zmer imajo v bistvu starejši več izkušenj. Je mami prva oseba, prva ženska, ki jo vprašate morda za nasvet, ko pri timu ne veste kaj in kako? Ja, pač pri meni definitivno je. Kaj vam pomeni to zaupanje, ne? Kaj vam pomeni ta vez z Uršo, ki ostaja, kljub temu, da vaju loči kar nekaj kilometrov, ne, od Polhovega Gradca do Poljanske doline? Ja, to je za me ena potrditev v bistvu, da smo nekako skozi življenje prav delala, ne? Da ta naveza še zmeraj ostaja, da se Urša ne obrača stran in da praša, če je potreba, ne? Drugače sem pa vesela, da si je ustvarila dom, da ima Sandija, ki rešujeta skup, recimo, če mogoče kakšne preizkušnje ali karkoli kaj, pa da se pogovarjata med sabo. Je pa tudi namen pot, da tu držim tisto mejo, da nisem usiljiva. Tako, da ste mama, ja. Ampak s tisto ta pravo mero, ne? Kratko vpraša. To pa upam, da se dosti trudim, no. Je včasih težko, ne? Glede na to, da mame vedno hočejo najboljše za svojega otroka, pa se potem včasih vseeno treba ugrizniti v jezik. Ker spomnim se nazaj, recimo tudi svoje mami, ne? Ker tudi poslušala, tudi če sem kaj pojamrala ali pa kaj vprašala, je povedala, ampak samo od sebe, da bi pa kaj, pa se ni nikdar spuščala tako kaj več naprej. No, ko ste že omenili svojo mamo, kateri je bil morda tisti najbolj tak dragocen nasvet, ki ste ga dobili iz njene strani, kot mlada mamica takrat s 3 otroki? V bistvu, da je to nekaj lepega, da imaš družino, pa da moraš biti vztrajen in ne misliti, da ne zmoraš. Ker mama je tista, se mi zdi tisto moč, ima eno vero v otroke, da bojo uspeli, no? Pa da jim daš eno tako popotnico mogoče, da bojo zmogli tudi oni. Tako, da si upajo iti sami naprej, potem pa preizkuša tudi kakšno novo stvar, čeprav vi kot mama potem časih raje malce od daleč pogledate za vsak slučaj, ne? Urša, je zdaj morda kaj drugače, ne? Vemo, kot otroci smo včasih pri kakšnem maminem nasvetu zavili z očmi pa rekli, bom jaz to drugače, bom jaz to že po svoje, pa jo potem za isto stvar dobili po nosu in naredili tako, kot so nam svetovali. Je zdaj, ko je Tim star pol leta, že kaj drugače? Lažje morda razumete tudi mamine skrbi, mamin strah, ko je rekla, Urša, pazi na to, pazi na tisto, a si vzela bundo pa oblekla jopo? Ja, take stvari definitivno razumem, zaradi tega, ker tudi sama imam precej težav s tem, koliko bi ta malga sploh oblekla. Tako da to čist razumem, ko mi tudi fant kdaj reče, da čist preveč kompliciram, kar se takih stvari tiče, ampak ne, take stvari definitivno razumem. Sem pa precej podobnih stvari zaznala, ko počnem isto, kot je mami, recimo dam kuhati kofe in voda že zdavni vre, jaz grem pač stran, kar druge stvari pol vmes delam in pol zmer slišam, zakaj daš kofe kuhati, če ga ne kuhaš, ne? To je isto, take stvari. So potem neke take usporednice, ne, ki pridejo z novimi vlogami, pa ki jih takrat, ko je človek mlad, pravi, da zaprmej ne bo ponavljal, ne? Tako pa se bomo tudi mi ustavili zdajle tukaj za nekaj trenutkov, po glasbi pa povedali še kakšno materinsko, praznično in tudi domačo. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Urša in Irena Bogataj sta danes v naši družbi. Ja, kar nekaj zanimivih in takih življenjskih smo že slišali. Pa če se morda zdajle še malce vrnemo v otroštvo.
Če pogledamo nazaj, kako drugače pa je tekel čas, recimo, ko ste bili vi, Irena, mlada mamica, kot morda Urša zdaj, ne, ko je tehnologija precej napredovala, ko se zdi, da življenje teče z eno tako nebrzdano hitrostjo. Je bilo vam morda lažje, težje, drugače, je šlo počasneje ali pa se je takrat ravno tako prehitro vrtel čas? Pa jaz mislim, da se nam tudi glih tako, ker si glih tako, ko imaš prvega otroka, ti je vse novo življenjsko obdobje se ti odpre, glih tako ne veš skoraj za vse stvari, kako boš vse zmogel, tako da jaz mislim, da je tam bilo, no. Potem pa se dvakrat obrneš, pa imaš najstnika v šoli in potem otroka, ki ti pove, da boš babica. Ja. Urša, kako hitro pa zdaj teče čas s timom, ne? Pol leta je že mimo. Ja, meni teče cajt zdaj ful hiter. Ne vem, kam gre toliko hiter, kako gre lahko to hiter, če sem v bistvu skozi doma. Ampak ja, skozi je pač del, skozi je zaskrbeti in ja, cajt gre zelo hiter. Tim pa živahen otrok, kot smo že lahko slišali? Ja, zelo živahen, saj do zdaj, no, tako da ja, bo še zelo zanimiv, kako to zadevo, mogoče kdaj mi bo treba malo umiriti. Zdaj slišali smo, ne, da to je po Križnarjevih. Kakšna pa je bila Urša kot otrok? Tudi živahna, ampak tok ne, no. Tok, kot tim siguren ne, no. Drugač pa Zanjčo se z možem pogovarjala, da je bila ona najbolj v bistvu od vseh treh nekak in sva ugotavljala, da je glih ona tudi v bistvu plazla, se ni po vseh 4, ampak je pa to hitreje shodila pol zaradi tega in ona je pri 9 mesecih hodila že in smo imeli kar tako, smo mogli kar merkati, ja. Kam in kdaj je zbezljala, bi lahko rekli. Ja, zdaj, če je kaj na tej genetki, potem bo res pestro, Urša. Zdaj, sami ste postali mlada mamica v času, ko je bila vaša športna kariera na vrhuncu, ne, ko se je zgodila sicer že druga, težja poškodba, tako da zdaj sta že obe koleni poškodovani, ne. Kakšen pa je zdaj vaš pogled na vrhunski šport, na kariero vrhunske športnice, pa na materinstvo? Je to ena taka okoliščina, ko začne človek tehtati, ne, življenjske vrednote, prioritete in želje? Ja, pač to definitivno se meni zdi, pač enkrat, ko imaš družino, je pač družina na prvem mestu, pol pa enih vrhunski šport gre še skupaj, enih ne, tako je, ja. Tako, bomo videli, kaj se bo zgodilo po koncu porodniške. Morda pa zdajle pokukajmo še malce v tale praznični čas. Velikonočni prazniki so pred nami, prazniki, ko se družine večkrat zberejo skupaj, morda še bolj povežejo. Kako pa ste s prazniki pri vas doma? Kako pomembni so vam ti posebni, ti lahko rečemo v tem hitrem tempu, kar zelo dragoceni trenutki? Ja, to so dnevi, ko družina pride skupaj, ne? Sploh zdaj, ko so Urša že odseljena, sin tudi dela na tem, da bojo hmalo se odselila, ne? Pa se nam zdi zelo pomemben, pa sploh zdaj, ko so nehali s telemi skoki, ko so se te tekme nehale, nove družince, ne? Da se mi zdi to še bolj cenimo, no? Še bolj rabimo to, da pridemo skupaj, no? Urša, se večkrat zberete v domačih Brišah v Polhovem Gradcu ali v Poljanski dolini, kjer sta si s Sandijem zdaj ustvarila dom? Ja, v bistvu mi dvomava tako nekako navado, pač probamo priditi večkrat na Briše, pač to ni, da se bi zdaj prnama ali pa karkoli dobili. To se gre zmer pač domov, pa ali njegovim ali mojim, tako. Da se dobite kot družina, potem pa negujete verjetno tudi različne običaje. Zdaj je kakšna razlika med praznovanjem na Brišah oziroma v Poljanski dolini pri velikonočnih praznikih, ki so nam zdajle najbližje? Je kakšna taka velikonočna posebnost, recimo, ki bi jo želeli predati timu, povezano z velikonočnimi običaji, ki bi jo iz Briš radi prinesli tudi v Poljansko dolino? Ja, v bistvu
meni je bilo fajn, ker je bila ta velika noč, smo imeli mi ponovadi velikonočen zajtrk skupaj. Takrat smo jedali pač tist, kad je bilo pa hkrata, ker ponovadi, kad smo pač prišli, v nedeljo v Dmaše smo si vsak svoje vzeli, pa vsak je mal po svoje pol pojedel, pa ne čist hkrat, pa to. Pač to, da si pa en dan tako od cajtu vzameš, da si pa čist skupaj za zajtrk, je pa taka lepa navada, no. Lepa navada pa je tudi krašenje pirhov. Zdaj letos bo tim še premajhen, ampak verjetno pa se boste ostali vključili, pa tudi na ta način ovekovečili tole njegovo prvo praznovanje. Ja, definitivno pirhe se bo delal, to je en tak običaj, ki pač mora ostati. Vi kot babica se boste aktivno vključili, boste prišli kaj na obisk ali boste potem z vnukom ustvarjali kasneje pri vas doma, ko bo še bolj zabavno, ko boste lahko še bolj packali in bili bolj kreativni? Ja, kako bo letos, ne vemo še, bomo se še zmenili. Drugač pa zelo rad smo v sobotah pirhe barvali, risali gor, tudi z voskom so otroci ustvarjali gor, Tako je bila zmeri sobota ena tak poseben dan namenjen, vsaj dopoldne je bil namenjen izdelavi pirhov. In velikonočne košare. Tako, ja. Zdaj babice so običajno tiste, ki razvajajo. Irena, ste že naredili plan, kako boste razvajali vnuka in vnukinjo? Ne, noč nisem naredila plan. Bomo sprot videli, koliko bomo kaj razvajali, ne vem. Ja, običajno pravijo, tako starši vzgajajo, starši pa razvajajo. Mora biti res, če bojo malkrat prišli na obisk, manjkrat, ko bojo, bolj boš verjetno hotel takrat malo več otroka zase imeti, tako da boš malo razvajal ga, verjetno res, verjetno bom res babice razumela potem. Tako, razumeli svojo mamo, Tako, ja. Urša, kako bo zdaj s tem razvajanjem? Bo tim lahko dobil malce, če rečemo temu, potuhe pri babici, tako kot ste jo verjetno tudi vi pri svoji? Pač tudi malo potuhe sem, pa kaj meni zdi, to tudi ne škodi. Pač ne vem, ko bo na počitancah, bo pač tam na počitancah meni bo važen, da ne bo nagajal preveč, pač to bom rekla, da ga ne kar tako krutijo, kot je treba. Pa kaj bo pač takrat delal, zdaj mislim neke hude razvade, verjamem, da pač ne bo, ampak nekako vas nismo razvajali. To je res, ampak imamo pa vsi neke te spomine na babice, pri katerih smo, si lahko privoščili kakšno čokoladico ali pa pogledali kakšno risanko ali pa naredili kaj takega, česar doma morda nismo smeli. Ja, jaz se spomnim pri svojo babici, ki me je merkala, kadar sem šla v trgovino, je zmeri na koncu rekla, cel spisk mi je napisala, kaj moram kupiti, na koncu pa rekla, pa še tele bombone zase prines. Tako da mi najbolj ostali tisto spomina, tiste razvada, če se na tem tako reče. Urša, je kakšna taka na zalogi tudi pri vas in vaši babici? Ne vem, kaj bi glih rekla, ampak pač tako malo več smo, nagajali, pač mogoče nagajali smo, zaradi tega, ker recimo doma, mami pa oče se nam dala pač tako res, kaj je bilo dosti, pač ne vem, nek konkreten del, ko smo bili pa na počitnicah, pa mogoče delati ni bilo tako treba in smo tako nagajali, pa več smo se igrali, tako. Je bilo bolj sproščeno? Ne bolj sproščeno, ampak tako, ne vem, pač včasih smo bili malo preveč sitni. Drug zrak, druga komanda in lepi spomini, ki ostajajo, nekaj takšnih bomo zapisali tudi v nadaljevanju po glasbi. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Takole hitro nam teče čas v današnji radijski klepetalnici Na stežaj o družbi Urše in Irene Bogataj, naše smučarske skakalke in njene mame, po novem tudi babice. Če zdajle pogledamo malce v prihodnost, kaj je tisto, česar si kot mami, kot ženski, kot hčeri nenazadnje želite za prihodnost? Da bi bili zdravi, pa še zmerno med sabo povezani, da te vezi ostajajo, kratko in
Tako, da ostajajo močne in da vas povezujejo tudi preko hribov. Urša, kakšna posebna želja za nadaljevanje, za prihodnost? Pa čisto zdravje, pa da bi se dobro razumeli, da bi se znali pogovarjati tako, kot se je treba v družini. Pa ja, še kakšnega otroka, no, vdaj. Je družina, ne, tista, ki jo postavljate na prvo mesto. Že pri vaši prvi poškodbi je bilo slišati, da bo treba razmisliti, da šport sicer je pomemben del življenja, ne pa vse. Ja, ne vem, je to kaj tako tudi v bistvu razlog, ne vem. Pri nas doma smo imeli zmeraj družino za veliko vrednoto, se mi zdi. In pol po mojem gre to malo pol iz roda v rod, oziroma ne vem, pač se meni zdi, da je normalno, da imamo v bistvu želje tudi po družinah, pa hvala Bogu v bistvu, da je tako. Da gre življenje naprej, da je življenje ne nazadnje tudi bolj zabavno, drugačno in polno novih dogodivščin, ki jih otroci vendarle prinesejo. Ja. Kakšna zanimiva zgodba, recimo, ki je trenutno aktualna, tim smo slišali, je živahen, komu je zdaj bolj podoben, mamici, očku, babici, detku, ne, slišali smo, po križnarjih je bolj živahen, kaj pa sicer? Pa ne vem, vsak različen prav, kakšen prav enemu, kakšen prav drugemu, kakšen prav nobenemu, tako da, kakor kjer vidno. Imajo vsake oči svojega malarja, ne? Tako je. No, morda za konec besedico ali dve o Poljanski dolini. Zdaj, kakšni 2 leti že imate tudi uradno potni list za Poljansko dolino. Državljanstvo ste že podpisali z županom? Ja, dobila sem na sprejemu od Nike, po olimpijskih igrah, takrat poljansk pasoš, tako da to ga imam. Prav uradni naslov pa še čakam. No. Dobro, bomo o tem tudi poročali na valovih Radia Sora. Zdaj pa morda, če tale naš klepet zaključimo še s kakšno praznično mislijo, pa ne glede na praznik, današnji materinski dan, prihajajoče velikonočne praznike, je kakšna taka misel, ki se vama utrne kot popotnica, vama, vaši družini, ne nazadnje vsem našim poslušalkam in poslušalcem? Ja, v bistvu, da bi kot družina lepo preživeli veliko noč, da bi bili povezani, da bi pač se spomnili tudi na njihovo družino z otroštva. Obujali spomine, morda sedli tudi skupaj pa listali kakšen album družinskih fotografij. Kako pogosto pa vidve to naredita? Je zdaj kaj pogosteje, ko imate tudi sami otroka? Ali so telefoni tisti, ki rešujejo zdaj čast družinskih albumov, zato ker nam pač enostavno ne uspe razviti fotografij pravočasno? Ja, v bistvu jaz sem se kar malo prisila, da sem dala razviti slike. Pač jaz veliko krajše listam, če imam zadevo v rok, kot pa sam prek ekrana. Kaj pa vi, vaši spomini, vaši albumi, kolikokrat jih vzamete v roke? Ja, bolj malkrat. Drugač pa zdaj tudi razvijati zelo malo dajemo. Sva pa z možem vsakmu otroku, ki je bil 20 let star, naredila fotoknjigo in zato smo bili zdaj decembra, maj naredili tudi tam najmlajših hčeri. Tako da sva si pa takrat vzela malo več časa, pa gledala vse tele slike malo za nazaj v otroštvo naših otrok. Pa se spomnila tistih lepih zgodb, ki se bodo, verjamem, da nadaljevale tudi v bodoče, v družbi različnih generacij, ki bodo poskrbele za to, da bo življenje bolj začinjeno. Morda še kakšna vaša misel za konec? Kaj želite morda Urši, njeni mladi družinici, vnučku? Tako, kot sem že rekla, da bojo prijatelj zdrav, da bojo tele vezi njihove utrjevali še naprej, pa da bojo cenili njihovo prijateljstvo, pa še naprej, ne vem, skupaj držali. Urša, bi še kaj dodali? Ne, to je bistvo. To je to. Jaz bom rekla hvala lepa vama za tale obisk v studiu, za tale današnji klepet. Veliko prijetnih, prazničnih spominov o dneh, ki prihajajo. Tudi prvič z vašimi vnuki, prvič s sinčkom. Pa kaj naj rečem drugega kot še kdaj nasvidenje tudi
tudi tukaj pred našim mikrofonom. Predvsem pa vama želim, da lepo preživite današnji materinski dan, tudi s kakšnim drobnim presenečenjem, tudi ob bajaderi. Upam, da je ne bo zmanjkalo prehitro. Pa res, še enkrat vse dobro in srečno ter varno pot tudi domov. Hvala. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora.